Doktorica Asta Vrečko, ministrica za kulturo, je pretekli četrtek v Bistriškem gradu z doktorjem Ivanom Žagarjem, županom občine Slovenska Bistrica, podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Obnova gradu Slovenska Bistrica z digitalizacijo za dostopnejšo kulturno dediščino. Obnova obsega sanacijo dotrajane strešne konstrukcije in kritine, s čimer bo zagotovljena dolgoročna ohranitev spomeniških lastnosti in fresk izjemnega pomena. Vzpostavljene bodo tudi sodobne digitalizirane vsebine, ki bodo obiskovalcem omogočile interaktivno spoznavanje zgodovine gradu in družine Atems. Posebej pa me veseli prenova fresk, restauriranje in pa tudi druge vsebine, ki so povezane z tako freskami kot tudi zgodovino družine Atems. Mislim, da je to res velik doprinos in pa nekaj, kar bo dodalo ne le turistični ponudbi tukaj, ampak tudi k razumevanju naše skupne zgodovine, časa in pa nastanka, ne zgolj seveda kraja tukaj v Bistrici, ampak je to nacionalnega pomena. Tako da hvala vsem, da ste se prijavili ta projekt in že vnaprej seveda se zahvaljujem za angažma in pa za vaše delo in trud, ki bo potreben pri taki prenovi, ki je obsežna, ki je velika. Ne gre za eno majhno stvar, ampak za zelo pomemben projekt, ki seveda terja svoj čas, potrpljenje in pa tudi veliko dela in usklajevanja. Tako da hvala iskreno vsem, seveda županu in pa vsem sodelavcem, pa tudi Zavodu za kulturo in turizem. Tako da vam želim veliko uspeha in pa tudi užitkov ob prenavljanju in razkrivanju zgodovine. Naložba je vredna 1,2 milijona evrov, od tega je Ministrstvo za kulturo zagotovilo slab milijon evrov, ostalo pa občina Slovenska Bistrica. Gre za najprej za zaščito pravzaprav gradu, za obnovo te strehe, to je že bilo nujno, smo že kar nekaj časa ugotavljali, po drugi strani pa gre tudi za nadgradnjo pa dopolnitev, pa osvežitev, kakorkoli ponudbe turistične in tudi sicer tega zgodovinskega dela gradu. Zdaj, mi pravzaprav za grad skrbimo že tako rekoč ves čas, čeprav je formalno postal ali pa prišel v našo last šele leta 2022, ko je bil prenešen iz strani države na občino, ampak tudi mi smo prej skrbeli za njega, zato je v tej kondiciji takšni kot je. Je pa res, da je potrebno še marsikaj tu narediti, ne posebej še pa vse na pristavi, ki pa je tam preko grajskega jarka. Tako dela je veliko, jaz verjamem, da bo ta projekt uspešno speljan. Zdaj mi imamo še pa sicer kar nekaj projektov, smo že z ministrico zdaj govorila, v tem trenutku v samem mestu med drugim se obnavlja tudi ta osrednja cerkev, tudi tam občina participira, pa tudi sicer pri drugih projektih, recimo en tak velik zalogaj za nas je tudi graščina na Zgornji Polskavi. In verjetno bi še lahko naštevali teda, gospa ministrica, če imate kakšne ostanke, pa ne veste, kam bi z njimi, bomo hitro to mi našli.